Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani Jan Tomšič, spoštovani ostali svojci, spoštovani državni zbor. V izgubi dragega Franceta Tomšiča v imenu celotne Slovenske demokratske stranke izrekam globoko sožalje vsem, ki ste s Francetom delili svoje življenje in še posebej vsem, ki ste bili z njim v času njegovih najtežjih preizkušenj. Njegova smrt je nepričakovano zarezala med nas. Odšel je prvi ustanovni predsednik naše stranke, človek je v času boja za spoštovanje delavskih in splošnih človekovih pravic in političnih svoboščin polagal temelje slovenske demokracije. Danes v naši ustavi piše, da je Slovenija pravna in socialna država. Svoboda političnega in sindikalnega organiziranja je zagotovljena. Še pred 20 leti to ni bilo samoumevno. Decembra 1987, ko je Litostrojski stavkovni odbor pod vodstvom inženirja Franceta Tomšiča ustanovil iniciativni odbor za Socialdemokratsko stranko Slovenije, pa je bila zahteva po vladavini prava in svobodi organiziranja izjemno pogubno dejanje. Francet Tomšič se je rodil v Šmarci leta 1937 v družini številnimi otroki. Po šolanem študiju v Sloveniji in kratkem delu doma je odšel v tujino s trebuhom za kruhom. Ko se je leta 1976 vrnil in se vključil v različne iniciative, je poskušal stanje doma spreminjati. Te aktivnosti, ki se je takrat lotil, so skušale spreminjati za ostale razmere tako v svoji tovarni, ker je delal v Litostroju, kot tudi v lokalnem okolju. Ob tem je bil inženir Francet Tomšič ponosen na svoj poklic in svoje znanje. Verjel je tudi, da je takratna tehnična inteligenca manj obremenjena z ideologijo in bolj dovzetna za razmišljanja o normalizaciji družbenih razmer. Iz svojega življenja in dela v Zahodnem Berlinu je vedel, da lahko socialno tržno gospodarstvo in politična demokracija delavcu zagotovita bistveno višji standard in bistveno več politične svobode, kot pa pravljice o samoupravnem socializmu, ki jih je poslušal v Sloveniji. V normalnem sistemu Zahodne Evrope je pripovedal svojim sodelavcem in prijateljem, sledili so mu in po naravni poti je tako kot njegov vzornik na Poljskem, Lech Valensa, postal najprej delavski in nato politični voditelj. Ker je bil inženir Francet Tomšič človek, ki je normalen sistem videl delovati od blizu, se tudi doma ni zadovoljil samo s teorijo. Postal je nosilec konkretnih sprememb. V časih, ko je komunistična partija suvereno obvladovala vse pore družbe, je ustanavljal stavkovni odbor, vodil prvo politično stavko v nekdanji Jugoslaviji, prvi iniciativni odbor za ustanovitev politične stranke in prvi neodvisni sindikat. Še posebej je Francet Tomšič prispeval k spremembam s pohodom litostrojskih delavcev po Celovški cesti ter zborovanjem pred skupščino in nato v Cankarjevem domu. Tistega 9. decembra leta 1987, leto in 11 mesecev pred padcem Berlinskega zidu, se je prvič do temeljev zatresla tudi ena partijska oblast v Ljubljani. Panika je bila popolna in strah pred razjarjenimi delavci in protestniki se je takratni nomenklaturi tako zavezal kosti, da so še danes alergični, če samo slišijo besedo protest ali zborovanje. Po istem pohodu litostrojskih delavcev je slovensko režimsko časopisje za demokratične proteste izumilo besedo ulica. Slovenski delavci, ki so do takrat v vseh dokumentih Zveze komunistov Slovenije formalno nastopili kot nekaj posvečenega, kot vladajoči razred, so enkrat postali
ulice. A zrušil se je pomemben ideološki steber režima in prevara je postala očitna. Poimenovanje stavke, prekinitev dela, kar je bilo prej običajno poimenovanje, je takrat postalo tako smešno, da so ta izraz nehali uporabljati celo na partijskih forumih. Pohod litostrojskih delavcev v Ljubljano je spremenil Slovenijo. Pri tej spremembi je bila vloga inženirja Franceta Tomšiča odločilna. Bil pa je France Tomšič tudi velik domoljub. Spominjam se večernih poročil v začetku maja 1989, ki sem jih poslušal na hodniku zapora na Dobu. Bil je večer tistega dne, ko je bila na protestnem zborovanju na Kongresnem trgu prebrana Majniška deklaracija. Iz radijskega zvočnika so odmevale besede izgovora Franceta Tomšiča, oziroma en sam stavek, v katerem je dejal: Slovenci zahtevamo svojo mošnjo, puško in palico. Francetu je uspelo, da je z enim preprostim stavkom izrazil bistvo zahteve po slovenski suverenosti, kar je bila vsebina Majniške deklaracije. Naslednji dan je na zaporniškem dvorišču tekla beseda samo o tem, kar je rekel France Tomšič. Širom po Sloveniji so preprosti ljudje razumeli sporočilo odkrite besede in jo tudi množično pritrjevali. France Tomšič je bil človek dejanj, ki razmer ni samo opisoval ali kritiziral, temveč jih je spreminjal. Bil je pogumen v pravem času, sodovi njegovega poguma pa so danes vtkani v demokratično politično ureditev, svoboda sindikalnega organiziranja in v slovensko državnost. S svojimi dejanji je na najbolj nazoren način pripomogel k temu, da se je Komunistična partija Slovenije, ki se je še leta 1987 razglašala za elito delavskega razreda, razgalila pred slovensko javnostjo kot na represijo oprta, zbirokratizirana Stalina tragične zgodovine. V tem spoznanju je prišla slovenska pomlad in France Tomšič je na že omenjenem zborovanju na Kongresnem trgu brezkompromisno, z velikim tveganjem, zastavil svojo besedo za samostojno in demokratično Slovenijo. Njegovo delo danes živi naprej v dosežkih Slovenije in Slovenske demokratske stranke. Ohranili ga bomo tajnem spominu.